Pozivi k oboroževanju so nedopustni, neodgovorni. S temi besedami se je predsednica države odzvala na zapis poslanca SDS-a Žana Mahniča na spletu. Tam je ljudi nagovarjal, naj se včlanijo v strelska društva, da bodo lahko legalno posedovali orožje. To je zapisal po protestih proti nasilju, ki naj bi ga izvajali nekateri pripadniki romske skupnosti. Nad njegovim zapisom so ogorčeni tudi v koaliciji. Vanja Kovač. Članite se v strelska društva, tako boste lahko doma legalno posedovali orožje. Takole se je poslanec odzval na zapis poslanke SDS-a Anje Bah Žibret, ki je na omrežju X danes izrazila stališče o torkovem protestnem shodu v Šentjerneju, kjer je množica zahtevala ukrepe za reševanje romskih vprašanj. Če nekdo pride k tebi domov, da bi škodoval tebi ali tvoji družini, ali pa karkoli počel, kar je neskladno z zakonodajo, da se imaš pravico braniti, ne glede na to, kdo to je. Res pa je, da je trenutno romska situacija uroča, ker vlada Republike Slovenije ni sposobna in niti ne želi zaščititi državljank in državljanov. Ti Romi so Slovenci in Slovenke. Drži, jaz govorim o slovenskih državljanih. Na poziv poslanca SDS k oboroževanju, ki je bil direktno usmerjen proti romski skupnosti, se je že odzvala tudi predsednica države. Ostro je obsodila pozive k množičnemu oboroževanju, politični govor, ki spodbuja logiko strahu in legitimacijo nasilja, neposredno spodkopava temelje pravne države in ogroža pravni red. Koalicija pa... Ta lahkotna izjava poslanca Mahniča nekako spominja, kot da se mi pogovarjamo o športni panogi streljanja glinastih golobov, le da bomo kmalu, če ali pa ko stranka SDS prevzame oblast, glinasti golobi ljudje. Najprej so to Romi, jutri pa bomo vsi, ki nismo za njimi. Jaz mislim, da taki ljudje in taka politika in taki pozivi ogrožajo državljanke in državljane Slovenije. Mene sploh ne preseneča, da danes v tem času se pojavljajo ti javni shodi in protesti zoper Romov. Predvsem zaradi tega, ker zakaj se vedno ob istem času v istih območjih pojavlja to vprašanje. Seveda politika ob tem zbira, bi rekel, politični kapital, volitve so pred nami. Se nasilje lahko rešuje še z več nasilja. Po streljanju v šoli v Avstriji, kjer je življenje izgubilo 11 ljudi, večinoma otrok, je odgovorna politika pozvala k zmanjšanemu dostopu do orožja.